Zvok brnenja strojev se v Peku širi že več kot 110 let. V Peku sem delala pred 25 let, mož 30 in zaradi finančnih težav, ki se je začel pojavljati, da ni bilo plač. Težko gleda, kako njene nekdanje sodelavke trepetajo za svoje službe. Politika je taka, da hočejo, da čevljarstvo propade. Da se to ne bi zgodilo, pa skrbijo v podjetju Migi, kjer že 4. generacijo dokazujejo, da se z izdelovanjem čevljev v Tržiču da živeti in preživeti. Pri nas v Sloveniji ni prostora recimo za masovno proizvodnjo, ker smo enostavno predragi. Zaradi nišne proizvodnje se s cenejšo delovno silo vzhoda ne spogledujejo, saj poslujejo z dobičkom, trenutno zaposlujejo 18 nekdanjih delavcev Peka, ki tega družinskega podjetja ne morejo prehvaliti. Ker je bila kriza, ni bilo zasiguran, tle pa je zasiguran, tle imam pa plačo vsak mesec, tam pa ne veš od danes do jutra, bo ali ne bo. Še več delavci Peka ne vedo niti tega, ali bodo imeli po torku še službe. Vse je namreč odvisno od odločitve bankirjev. Samo lani je Peko pridelalo skoraj 3 milijone evrov izgube. Vam kaj povejo, kakšna bo vaša usoda? Nič. Kaj pa plače? Nekaj jo je bilo, nekaj jo bojo pa še dali. Težave imamo tako, pa verjetno vsi, ne? Odgovornosti za težave pa ne želi prevzeti nihče. Kolikor jaz kot direktor in lastnik bom, če se tako izrazim, podjetje spravim v bankrot, bom izgubil popolnoma vse. Medtem, če si v državni firmi enostavno žal samo zamenja službo. Z negotovostjo čevljarskega podjetja Peko je negotova tudi usoda mesta, v katerem je včasih v vsaki drugi hiši živel čevljar. Živahen je bilo vse, no, mislim, en življenje, zdaj pa mrtvo. Vidiš, da je vse zaprt, nagrejen kamer, ljudi so brez deva. Žare Kupane tako predstavljajo le majhna družinska podjetja z vizijo, a tudi ta ne bodo mogla nadomestiti nekdanjega čevljarskega bisera.